Spoštovane krščanske demokratke in demokrati, dragi prijatelj Manfred, spoštovane ekscelence, veleposlanice in veleposlaniki, spoštovani visoki gostje, dragi prijatelji. Začelo se je pred 30 leti, 10. marca 1989. Slovenski kristijani in tisti, ki verjamajo v demokracijo in spoštovanje človekovih pravic, so se odločili aktivirati in prispevati k preobrazbi slovenske družbe. Pozitivne spremembe se nikoli ne zgodijo same po sebi, ampak vedno terjajo aktivacijo dobrih ljudi. Dobri ljudje so se aktivirali in zavedno spremenili Slovenijo. Krščanski demokrati se nas poznate. Vedno smo se odločali za tisto, kar je prav, ne za tisto, kar se nam splača. V najtežjih in najbolj občutljivih trenutkih se ljudje lahko zanesajo na nas. In tako bo tudi v prihodnje. Dragi sodelavci, 3 desetletja ste neomajno vztrajali in nikoli niste pozabili na domovino. Brez vas bi bila Slovenija danes pusta, brez prave identitete. Hvala, res hvala, ker ste domovini in krščanski demokraciji podarili ure in ure vašega življenja za to, da je danes Slovenija boljša. Hvala. Krščanske demokrate so v teh 30 letih vodili izjemni voditelji, ki so ob pravih trenutkih vedno potegnili prave poteze. Lojze Peterle bo vedno zapisan v zgodovino kot eden izmed osnovnih očetov naše samostojne in neodvisne Republike Slovenije. Prepoznal je zgodovinsko okno priložnosti in tako s pomočjo sodelavcev in političnih sopotnikov izpolnil tisočletni san Slovenk in Slovencev. Lojze, hvala. Doktor Andrej Bajuk je pomagal Slovenijo zasidrati tam, kjer je doma, v Evropi. Kot predsednik vlade je pomembno pospešil pogajanja za vstop Slovenije v Evropski uniji in bil je eden izmed ključnih ljudi pri uvedbi evra, ki nas je reševal v času zadnje ekonomske krize. Doktor Bajuk, hvala. Ljudmila Novak je svojo odločnostjo in neomajno vero krščansko demokracijo ohranila pri življenju in jo znova postavila na slovenski politični prostor. Ljudmila, hvala. Dragi prijatelji, če kaj, potem je jasno, da krščanski demokrati ne gradimo na kultih osebnosti, ampak na vrednotah, ki nas povezujejo. Tudi zato smo preživeli najhujše viharje. Naše delovanje in vse naše politike se opirajo na 3 ključne krščansko-demokratske vrednote. Svoboda, pravičnost in varnost. Te 3 krščansko-demokratske vrednote so naše korenine, da ostanemo trdni, tudi ko pihajo in bučijo najmočnejši viharji. Krščanski demokrati svobodo razumemo kot pogoj za uresničitev človeških talentov. Le svoboden človek lahko v polnosti izpolni vse svoje potenciale. Pravičnost je nujna za ureditev naših medsebojnih razmerij. Le družba, kjer za vse veljajo enaka pravila igre, je lahko uspešna.
Varnost je temelj za zagotovitev dostojnega življenja vsem državljanom. Le družba, ki poskrbi za lačne, za bolne, za ostarele, za nemočne, lahko zagotovi prijetno in človeka vredno življenje. Spoštovani gospe in gospodje, krščanski demokrati verjamemo v ljudi, verjamemo v njihove potenciale, verjamemo, da ljudje iz enega evra znajo narediti bistveno več kot država. Prav zato bomo krščanski demokrati gradili državo, v kateri bo delo cenjeno in nagrajeno. Delo se mora splačati. Krščanski demokrati verjamemo v učinkovito državo. Poglejte, Slovenci smo dobri, ne nazadnje to dokazujejo številni rezultati naših rojakov širom po svetu. Doma pa žal številne dobre ideje ubijajo nelogični in predolgi birokratski postopki. Rešitev za Slovenijo ponujamo v našem gospodarskem programu, ki je med ljudmi še vedno najboljše ocenjen. Krščanski demokrati, ne nazadnje, verjamemo, da na mladih svet stoji. Od leta 2008 se je v tujino izselilo več kot 20.000 mladih, visoko izobraženih. Izgubljamo najboljši potencial. Matere izgubljajo svoje otroke, mi pa svoje vrstnike in prijatelje. S tem se seveda ne morem sprijazniti, zato bomo krščanski demokrati naredili vse, ampak res vse, da bo v Sloveniji pomembno, kaj znaš, ne koga poznaš. Evropa je naš dom, naj tako tudi ostane. Čez 3 mesece bomo na volitvah v Evropski parlament odločali o naši prihodnosti. Če je evropsko sodelovanje doseglo le en cilj, in sicer že več kot 75 let miru, je vredna in se je zanj vredno truditi, se zanj splača delati z vsem srcem. Vesel sem, da je danes z nami prijatelj Manfred Weber, vodilni kandidat Evropske ljudske stranke oziroma, drznem si reči, bodoči predsednik Evropske komisije. Tudi Manfred Weber je krščanski demokrat z Bavarske, na katerega Evropa lahko računa. Manfred, dobrodošel. Dragi Manfred, pred vso to polno dvorano, pred vso slovensko javnostjo želim jasno sporočiti in povedati, ti si naš človek, ponosni smo nate, na tvojo držo odločnega kristjana in politika z jasno vizijo prihodne Evrope. V Novi Sloveniji smo pripravljeni delati s tvojo ekipo, ko bo treba zagristi v vse izzive, s katerimi se sooča Evropa. Verjamemo, da bo znal obvladati naraščajoče leve in desne populizme ter ponovno združiti Evropo v bolj učinkovito, bolj pravično, bolj varno, skratka, boljšo Evropo. Drage prijateljice in prijatelji, v moji mladosti je bila zelo popularna pesem skupine Pop Design, ki je prepevala naslednjo pesem. Na koncu sta 2 poti, izbereš pa tisto, ki je ni. Številni krščanski demokrati od Nove Slovenije zahtevajo konkretne rezultate. Prav je tako. Vendar hkrati ti isti krščanski demokrati nasprotujejo dialogu z vsemi drugače mislečimi. In to je tista pot, ki ne obstaja. Te poti ni. Obstajata 2 poti. Ena je pot konflikta z vsemi, ki mislijo drugače kot mi. Drugo pa je pot dialoga z vsemi, ki si želijo dobro Sloveniji. Nova Slovenija bo tudi v prihodnje odprta za dialog z vsemi, ki želijo dobro Sloveniji.
Prihodnost je odvisna od naših dobrih rešitev, za katere pa moramo najti zaveznike, da jih uresničimo tudi v praksi. Ljudem želimo ponuditi upanje. Širjenje strahu nas ne zanima. Imamo velike cilje, zgraditi želimo varno, gospodarsko močno in zeleno Slovenijo. Za nami je dolga pot, pred nami pa čas izzivov. Prihodnosti se ne bojimo, pripravljeni smo jo soustvarjati v Sloveniji, kot tudi v Evropi. Prihodnost je v krščanski demokraciji. Bog živi Slovenijo!